Ja, jaz sem znam po tem, da sem napisal veliko zgodovinskih in pa biografskih romanov, verjetno največ v Sloveniji, to, kar nastajajo. In vsi mi sprašujejo, kako se to napiše. Res, to je nekoliko zahtevnejše pisanje, predvsem ta priprava. Navadno za pripravo potrebujem trikrat, včasih tudi petkrat ali pa 7-krat več časa, kot pa za samo pisanje. Namreč, če pišem zgodovinski roman, potem je treba seveda vse prebrati, kar je dostopnega pri nas o tistem času, o tistem letu ali pa več letih, ko jih pač opisujem. Poleg tega obiščem tudi muzeje, obiščem strokovnjake, znanstvenike. Veliko tega je v današnjem času že na spletu, to je velika sreča v bistvu za pisatelja. Včasih je bilo treba vse to v knjižnice, osebno, zdaj je veliko na spletu, marsikaj pa tudi še vedno moram iti tako v Narodno in univerzitetno knjižnico in pa v ljubljansko slovansko knjižnico, zelo dobro založena. Ker pa živim v Mengšu, veliko tudi tega gradiva dobim v domžalski knjižnici. Jaz pravim, da so knjižničarke zlati most med pisateljem in pa med bralcem. Za pisatelja je zelo ugodno zato, ker poznajo navadno to gradivo in potem jim povem, o čem pišem oziroma kaj sem dobil na Kobisu. Kobis je lepo urejen in že navadno prinesem naslove, nekaj pa potem še same dodajo in na ta način dobim ta zgodovinski okvir. Jaz preden začnem pisati, recimo tak zgodovinski roman, si natančno naredim tudi osnovo oziroma zasnovo, vse že po glavih, tako da kot bi gradil hišo, od temeljev pa vse do strehe. Vedno tudi že naprej imam tudi naslov. Brez naslova, jaz pravim, ni knjige. Naslov mora biti tak, da je vabljiv, tak, da pritehne, hkrati pa tudi, da ne pove preveč. Recimo pozabljeni zaklad. Pozabljeni zaklad preprosto ne more biti, oziroma to je že taka vaba, da človek potem vzame to knjigo in ga zanima, zakaj je bil pozabljen. Nekje po krivem je bil pozabljen, po nenavadnih okoliščinah. Največ dela pri pisanju, recimo, sem imel v preteklosti s pisanjem, recimo, pentalogije o celjskih grofih, to je 5 kar precej obsežnih knjig. Ko sem začel prebirati tisto gradivo, me je pričakalo enih 20, 30, 40 knjig, pa veliko teh separatov, pa veliko raznih strokovnih člankov in tako naprej. Sem se kar zgrozil, ampak hkrati je pa tudi za mene to en izziv, če to lahko vse predelam in če potem v ta zgodovinski okvir v bistvu projiciram tudi svojo zgodbo. Navadno zgodba ob tem, ko prebiram to zgodovinsko gradivo, še sama zraste veliko bolj naširjavo, kot pa sem si prvotno zamislil, ampak vedno pa je v okviru tistega, kar sem prvotno že pričakoval. Recimo, zelo obsežno gradivo je bilo tudi za Karantanio. To so 3 precej obsežne knjige, treba je bilo napisati nekoliko bolj poetično. Vedno se ob tem vprašam, kako so se takrat pogovarjali. In eden mi je zelo lepo rekel, kako so takrat v Karantaniji izbirali besede. A je bil to zelo skromen jezik, a je bil bogat? Je rekel, preprosto, preberite Brižinske spomenike, pa boste videli, kako so se takrat izražali. In res, v bistvu so se bogatejše izražali kot v današnjem času. Napisal sem pa tudi več teh posameznih biografij o znanih Slovencih, ker hočem pokazati, da imamo Slovenci bogato zgodovino, da imamo zelo pomembne može in žene, da smo v bistvu popolnoma enakovredni vsem drugim velikim narodom. Morda smo celo bolj aktivni ravno zato, ker smo sorazmerno majhni in moramo pokazati celemu svetu, da smo tu. Jaz pravim, vsaka knjiga je v bistvu temelj, vsaka knjiga je en kamenček v tem slovenskem mozaiku in preprosto nas več nihče ne more zbrisati z obličja zemlje, kajti ko je nekaj zapisano, ostane tam in lahko samo pokažemo, tole in tole je napisal Trubar, tole in tole je napisal Cankar, tole in tole je napisal Prešeren. V zadnjem času so te moje knjige tudi zelo brane, kar pomeni, da ljudem to nekaj pomeni, da zvedo nekaj o slovenski zgodovini. Posebno po osamosvojitvi vidim, da ljudje zelo radi segajo po mojih knjigah. Sam se pa zavestno trudim to, da tisto, kar napišem iz slovenskih korenin, posebej naravnost direktno za Slovence. Naj zvedo vsi ljudje, ne samo mi, Slovenci, ampak tudi drugi narodi,
kako bogato, kako široko, kako plodovito zgodovino smo imeli in kakšni viharji so šli skozi to zemljo, kaj vse smo prestali, da smo prišli do te samostojne države, ki je ena posebna vrednota. Jaz pravim, dosanjali smo tisočletne sanje in tega nam ne more več vzeti nihče.